Koraki do uspeha. Dober dan, voščim Vanja Trkman. Tudi danes bomo v korakih do uspeha iskali turistične priložnosti, potenciale, ki jih skrivajo domači kraji in odkrivali uspešne turistične produkte. Veliko nam boste lahko na to temo, to sem prepričana, povedali današnji gosti, Lučka Peljhan in Nika Šuligoj. Dober dan obema. Dober dan. Najprej zahvala seveda podjetju Spintek, ki podpira dobre podjetniške zgodbe na Radiu Robin in častnemu pokrovitelju, direktorju podjetja, solastniku Goranu Miškolinu. Sedaj pa gosti, najprej Lučka Peljhan, verjamem, da vas naši poslušalci že poznajo, čisto na kratko, ustanoviteljica in kreativna direktorica ajdovske marketinške agencije Aladin. Marsikdo se vas bo spomnil iz obdobja, ko ste bili na začetku kariere zaposleni v Fruktalu in tam vodili oglaševanje. Leta 1992 je nastala vaša marketinška agencija. Več kot 20 let ste vodili tekmovalni program SOFA, torej slovenskega oglaševalskega festivala, ste tudi prejemnica najvišjega priznanja v tej stroki, torej oglaševalska osebnost leta 2004. Kaj je sedaj vaša prioriteta, čemu se v zadnjem obdobju najbolj posvečate? Ja, še vedno se največ posvečam pravzaprav upravljanju tržnih znamk, z večjim poudarkom seveda na načrtovanju njihovih komunikacij. Redko se še pojavijo tudi priložnosti za kreiranje novih znamk, ampak v glavnem pomagam recimo temu starševsko skrbeti za znamke, ki že živijo, in pomagati, da čim boljše živijo in da so čim bolj uspešne. In v osebnem življenju seveda pa tudi pomagati pri kakšnem vnučku. Čestitke za vašo pridobitev zadnjo. Ja, hvala, seveda. Sem ponosna, že babica 5 vnukom. Nika Šuligoj je tudi danes z nami, se smeji. Tudi sama ste mamica, malim otročkom, kaj ne, 2? Ja, 2. No, da še malce vas predstavim, vi ste iz podjetja Nika Špika, pobudnica dogodkov za zaključene skupine, team buildinge, popolne odklope in še bi lahko kaj tukaj našteli. V Solkanu ste stacionirani, imate štab, tako rečemo. Pravzaprav nam lahko sami malce opišete, kako ste začeli, kako se je potem ta vaša ponudba nadgrajevala. Ja, vedno sem delala z ljudmi, vedno mi je bilo lepo delati z ljudmi. Začela sem v gostinstvu, domači restauraciji, potem pa sem se odločila za svojo pot in naredila izpit za turistično vodnico, se odpravila v svet, turistične skupine slovenske sem vodila po svetu. Potem pa je prišel čas za družino in se je bilo treba odločiti za nekaj doma. In ves čas potovanj sem v bistvu razmišljala, zakaj vozim Slovence v tujino, ko pa pri nas tako lepo. Tako da potem sem začela pripravljati programe in tudi team buildinge, ker sem študirala kadrovski management. V zadnjem letu sva pa odprla tudi hostel z 21 posteljami v Solkanu, tako da z veseljem spet delam s turističnimi skupinami in ljudmi in mi je to zelo veliko veselja. Odlično izhodišče za pogovor. Kakšne so turistične priložnosti v regiji in o vsem tem, kar ste sedaj že uvodoma povedali, kje so tisti lepi skriti kotički, o tem bomo veliko spregovorili v nadaljevanju, tako da povabljeni, da ostanete v naši družbi. Nika Šuligoj oziroma Nika Špika iz solkanskega podjetja je danes z nami in komunikacijski strateg Lučka Peljhan, današnji gosti v korakih do uspeha. Gospa Peljhan, če se posvetimo Vipavski dolini, pred leta 2018 je bila omenjena v tistem svetovnem vodniku Lonely Planetu kot ena izmed 10 top destinacij v Evropi. Takrat se spomnim, je bilo kar precejšnje odmevno priznanje pravzaprav. Pa smo ga oziroma so ga dobro unovčili turistični ponudniki. Kakšna je vaša ocena? Ja, priznanje je bilo izjemnega pomena. Moramo vedeti, da je znamka Vipavska dolina kot znamka, kot nekaj, kar tržimo pod tem imenom, ravno malce starejša od tega priznanja. Tudi sami ste sodelovali, kaj ne, pri snovanju? Sem sodelovala praktično od začetka. Sem soavtorica slogana Vse drugače, vse leto in potem kasneje sem načrtovala praktično vse kampanje, vključno z Rajska dolina obstaja, ki je bila potem drugi tak, rekla, mejnik v razvoju znamke Vipavska dolina. Pa če se vrnem k vašemu vprašanju, priznanje Lonely Planet je prišlo, tako bi rekla jaz, kot da bi padlo iz neba in je bilo izjemno dobrodošlo. Ampak takrat se je zložilo kar nekaj, bom rekla, realnih situacij.
takrat je se začel velik preobrat v potrebah porabnikov in so intenzivno iskali odmaknjene prostore za potovanja. Takrat se je začel velik obrat stran od masivnih popularnih točk, kjer je gneča, kjer moraš čakati ure in ure za ogled neke znamenitosti in mi smo ujeli nekako ta val, priznanje je pa ta val samo potrdilo. No? In takrat, če me vprašate, ali so turistični ponudniki izkoristili, bom rekla jaz, da je pač ta korist prišla na drugačen način v našo destinacijo. Kdo so bili pravzaprav takrat turistični ponudniki? Mi nismo imeli ponudbe razvite na tak način, kot bi si želeli, tudi danes jo šele razvijamo. Bilo je preprosto to, da se nam je zgodilo eno prijetno naključje. Novinarji, ki so prišli iz Lonely Planeta, so šli pač takrat na študijsko turo. In ekipa, ki jih je vodila, je to vzela kot izjemno čast in se je za njih potrudila in jim je pravzaprav uprizorila en turistični produkt, ki sicer ni obstajal. So ga uprizorili samo za njih in so bili toliko navdušeni, ker vemo, da to priznanje ni plačljivo, ne moreš kandidirati ne moreš plačati, da bi ga dobil, ampak priznanje podelijo tako, da eden od novinarjev predlaga, potem pa vsi novinarji v uredništvu glasujejo. In je pač se Vipavska dolina uvrstila med top 10 destinacij, ki jih je treba obiskati. To pomeni, da so bili novinarji res izjemno navdušeni. Pa ste bili sami presenečeni nad tem nazivom, lahko rečemo, da vsaj lahko rečem zase osebno, da sem bila, ponavadi je tudi tako, da ne znamo ceniti tistega, kar imamo blizu. Zagotovo, mi smo potem iz obrazložitve, ki so jo novinarji napisali takrat ob podelitvi tega priznanja, črpali še dolgo pravzaprav njihove misli in se čudili, kaj so vse prepoznali, kar je za nas pač samoumevno. No, presenečenje pa moram povedati ob tej priložnosti, da je bilo za celo Slovenijo. Ne? Tudi Slovenska turistična organizacija je rabila kar nekaj časa, da je dojela in da je to objavila potem tudi na njihovi uradni spletni strani, ker ni nihče pričakoval. Nika Šuligoj, se strinjate s tem, da znamo premalo ceniti te naravne danosti, lepote, ki jih imamo v naši okolici? Ja, nam se zdi to vse samoumevno, ne? Pač si tle, vsak dan se pelješ službo, vse je pač tam, pelješ se mimo v svojih mislih, ne občuduješ dejansko tega, kar je okrog tebe. Sigurno dosti vpliva na to tudi tempo življenja, ampak ja, če bi se vsak tako res umiril in pomislil, naprimer zdaj je bil ta prvomajske počitnice, grdo vreme, vsi smo teli nekam in na koncu nismo šli, ker je pač deževalo, smo stali v dolini in pač res lahko vsak dan obiščeš nekaj tako izjemnega, tako drugačnega v naravi, na prostem, kjer ni veliko ljudi, to je pomembno, vedno, ko govorimo o nekih turističnih atrakcijah, si predstavljamo pač, ne vem, trg v Veneciji, kjer se tre ljudi, tega pa nas pač ni in tudi goste, s katerimi delam, jih to navduši, da pač so na zelo turističnem kraju, ampak da nikjer ni nobenega, da se praktično počutijo kot sami v raju. No, vi prirejate različne dogodke, pomirje za skupine, za posameznike, tudi za družine. So, bom rekli, take personalizirane storitve in tak trend v zadnjem obdobju? Vedno bolj, oziroma lahko rečem, mogoče tudi prej smo se malo studio pogovarjali o COVID času, da je COVID bil neka prelomnica potovanja velikih skupin, sicer se to še dogaja, ampak ljudje, mislim, da se vedno bolj odločajo za individualna potovanja z družinami, pač ali kot pari družine oziroma manjše skupine, da res tisti čas, ki se ga nameni pohajanju, užitku, da ga preživijo s tistimi, ki so jim pač pomembni in da to res dobro izkoristijo, zato so tudi teli personalizirani programi fajn. Je pa definitivno jih težje pripravljati oziroma več dela je kot za neko stvar, ki se odvija ponavljajoče. No, kako pripraviti obiskovalcem, bomo rekli, taka čim bolj zanimiva, privlačna doživetja, na to temo nadaljujemo po skladbi. Z Lučko Pelhan iz Ajdovske marketinške agencije in Niko Šuligoj, vodjo sokanskega podjetja Nika Špika, govorimo danes o turističnih priložnostih, ki jih ponuja Goriška regija. No, kdo so obiskovalci, ki jih pritegne regija Vipavska dolina, Nova Gorica? Se je to v zadnjih letih kaj spremenilo? Kaj opažate vi, gospa Pelhan? Ja, zagotovo se spreminja. Ljudje se vse bolj zavedajo
svojih lastnih potreb. In kakšne so te potrebe, to je strašno pomembno vedeti, preden sploh razmišljamo o kakršnem koli turističnem produktu. Naša družba se pač hitro spreminja, ljudje smo vse bolj preobremenjeni in potovanje vedno bolj zahteva, jaz rečem temu malo tako slikovito, večjo dozo odklopa, nečesa, kar ti pomaga spustiti iz misli tisto, kar misliš vsak dan in ki nekako pride do tebe skozi vsa čutila, ki ti zamenja dobesedno film v glavi. In take izkušnje iščemo. Danes je pač že malo zrabljena beseda doživetje, ampak v slovenščini pač nimamo boljše, ki bi opisala vse to, kar sem ravno kar rekla, se pravi neko zgodbo, ki ti spremeni tok misli in zraven še skozi vsa čutila da možnosti od nekega, ne vem, rekreativnega preživljanja prostega časa, do tega, kaj ješ, kaj piješ. Saj vemo, da jaz dajem rada slikovit primer, ti lahko pico poješ kjerkoli po tem svetu, ne? In jo ješ tudi, ko živiš v svojem običajnem okolju, ampak če med tem, ko čakaš na pico ali celo med tem, ko ješ pico, štrcaš po svojem telefonu, se ni spremenilo čisto nič iz tvojega vsakdana. Se pravi, tudi kulinarična izkušnja, o katerih toliko govorimo in se radi prezentiramo Vipavska dolina kot kulinarična destinacija, ni vsaka kulinarična ponudba že kulinarično doživetje. Ne? In se pravi, za to, da se iz neke kulinarične ponudbe ustvari kulinarični produkti, potrebno še marsikaj zraven. Ja, te zgodbe, kot radi rečemo, ena izmed teh je recimo tudi vino oziroma vinska kapljica, ne? Pri tem pa ni dovolj, da gostu postrežemo samo buteljko in rečemo, da je to proizvod našega dela, je verjetno tudi to od zadaj, ne? Da gremo z njim v klet, da mu pokažemo, kje rastejo trte, ta del torej. Natanko tako. Ko omenjamo vino, tukaj smo dejansko bom rekla, kar v eni veliki prednosti. Jaz pogosto zapišem, da so pokušine vin v Vipavski dolini razred zase, ker so res. Redko kje zunaj Slovenije še srečamo to, da osebno vinar, gospodar predstavi svoje lastno vino. Kamorkoli gremo po svetu, nam to zaposlen kader, da ne uporabim kakšne grde tujke. In vemo, kako če te streže pač, ne vem, študent za šankom, kako to zgleda, ali pa če te postreže gospodar. In tukaj to doživetje vinskih pokušin ne smemo nikoli pozabiti, so pravzaprav orala ledino našega turizma za Vipavsko dolino. Vinarji so bili prvi, ki so se tudi znali predstaviti tujim medijem. Jaz se spomnim, da prvi boom pravzaprav še nekaj let pred že omenjenim Lonely Planetom je bil intervju z vipavskimi vinarji v New York Timesu. Takrat so začeli prihajati prvi vinoljubci v našo deželo in odkrivati vse te vinske čare. Zagotovo, od vinarjev se lahko veliko naučimo. Nika Šuligoj, kako se vi prilagajate, bomo rekli, ne? Slišali smo doživetja, čeprav beseda je malce izrabljena, se kar strinjam, ampak pa vendar to si verjetno gostje zapomnijo, ne? Kako jim ponuditi čim bolj taka privlačna, zanimiva doživetja? Kakšne so vaše izkušnje? Se pravi, tako kot smo rekli, itak programi so individualno pripravljeni za posamezne skupine, vedno že, ko se pripravlja to, se dobro pogovoriti o tem, kaj si želijo, kaj želijo videti, kaj jih zanima. Definitivno pa je tudi korak k temu, da je nekaj drugače, da ni tako, ko so si oni predstavljali tiste drobec presenečenja, nekaj je treba, kar se ga ustvari, ne, na sami poti. Velikokrat jih že, tako kot so rekla, ljudje, s katerimi sodelujem, so izbrani, pač rada delam z njimi, oni delajo srcem to, kar počnejo. Skupaj smo tudi nekako, pač ni to kar, da pokličemo pa, zdaj imamo pa večer za 6 ljudi, pač je celotno, kako bo potekalo, to je program, kako bo večerja potekala, ne, pač se pravi, da res se naredi nekaj posebnega, da se počuti gost posebno in to je tisto, kar nad čemer so potem tudi navdušeni, predvsem tuji gostje, ta oseben stik, tako kot je rekla že Lučka, ne, da res srečajo ali vinarja, ali lastnika gostilne, ali ne vem, kam noseka, gospod zelišča pripravlja, kakorkoli, no, da je res ta oseben stik, to je tisto, kar je najbolj pomembno. Nam lahko razkrijete eno tako doživetje morda? Rajši ne. Je že preveč. Kar ne pridejo, ne? No, katere so še priložnosti, ki jih skriva naša regija? Nadaljujemo po skladbi. Lučka Pelkan, kateri so po vašem mnenju tisti aduti, na katere bi morali staviti v Vipavski dolini? Kakšen turizem pravzaprav želimo? Mislim, da smo o tem
začeli govoriti pred tem odmorom glasbenim, najbolj pomembno je, da se zavedamo, kaj je pravzaprav naša največja prednost. Ne? In Nika je omenjala osebni stik, ne? Ampak ne samo osebni stik kot tak, ampak osebni stik z ljudmi, ki to, kar počnejo s srcem, ki počnejo z neverjetnim občutkom za tradicijo in z neverjetnim občutkom za ohranjanje lokalne kulture. Tukaj smo zelo, zelo, bom rekla, posebni, vztrajni. Bom dala en dokaz. Vipavska dolina je edina vinska dežela v Sloveniji, pa morda širše v Evropi, ki ima ohranjenih kar 31 starih domačih vinskih sort. To pomeni res ena taka globoka ukoreninjenost, eno spoštovanje in čud do te tradicije, da so recimo vinarji kljub vsem težavam, boleznim, ki so napadali trto, klimatskim spremembam, vse to ohranili in celo več, da z teh redkih, zelo redkih sort tudi pridelajo zelo omejene butične količine vina. To je en tak dokaz teh butičnosti, je za priložnosti za razvit te butičnosti pa je praktično neskončno. Zato, ker mi na tak način živimo. In to mislim, da je ključna ugotovitev, zakaj je naša ekipa takrat pred 6 leti navdušila Lonely Planet novinarje, zato ker so govorili popolnoma iz srca in ker so obiskovali ljudi, ki to počnejo zelo srčno. In sam poiskati čim več takih stvari. Jaz sem v zadnjih letih spoznala jih kar nekaj, od čebelarjev do, že prej je Nika omenila, zeliščarje, počnejo ljudje marsikaj, sam poiskati je to treba in jih seveda spodbuditi, da iz tega naredijo en tak majhen turistični produkt. Potem pa bodo turistični vodniki, organizatorji tega zložili v en krasen dan za gosta. Ni treba, da je to doživetje za cel dan, sploh ne. To so lahko majhni srčkani obiski za urco, pol urce in to napolni dan z ničim posebnim. S tem se tudi ohranjajo recimo te vasice naše na Vipavskem, lahko rečemo. Zagotovo, naše vasice so prvič arhitekturna posebnost. Ves čas se bom verjetno vračala k vinu, ampak zato, ker je to zelo dober primer. Naše podzemne kleti so posebnost v arhitekturi, so tudi izjemno stare. Obstajajo 400 let stare kleti pri nas, ne? Mi se vozimo ne vem kam po svetu, da gledamo 400 let stare, seveda cerkve in muzeje in palače, ampak naše vipavske kleti so tudi palače vina. Imamo posebnosti, kot recimo Goče, ki z največjim številom kleti na število prebivalcev hiš, več kleti kot hiš in tako naprej. To so take posebnosti, ki jih še premalo poudarjamo, verjamem. Tudi o tem bomo še kaj spregovorili. Nika Šuligoj, vaša pot v turizmu se je, kot ste omenili, začela v gostinstvu, delali ste kot turistična vodička, sedaj pripravljate različna doživetja po meri. Kaj opažate? Katere so torej te prednosti naših krajev? Se pravi, še vedno delam vse to, no. Tudi kdaj pa, če je treba s kakšno skupino, ker zdaj so problemi s kadri, tudi kdaj že pomagam kaj postrešti, ne, ker pač to znam. Ampak, katere so prednosti? Se pravi, meni osebno se mi zdi to, da je to majhno. Torej majhna destinacija, kratke poti, vožnja. To je tisto, kar, ne vem, greš potovati naprimer na Novo Zelandijo, pa ti napiše tam v tistem mestu, pa to videl, pa se moraš pa 500 km ali pa več do tja voziti, ne? Pač pri nas je tako kratko, pri nas od začetka do konca doline pa avtocesti je pol ure, ne? In lahko potem gost, ki k nam pride, res v enem dnevu doživi dosti več. Ker pač se v tistih kratkih 10-minutnih vožnjah, če so, lahko pač doživiš od narave do, tako kot je rekla Lučka, vina. Jaz ne bi stavila se na to, odlične hrane, raznih torej teh ročnih spretnosti, ne. To je vse tisto, kar imamo in je možno izkoristiti. Je pa res, da kar sem opazila, ljudje potrebujejo nekako vodenje pri tem, kako organizirati nek butični produkt.
neko, kaj to pomeni. To ne pomeni, da sam pridejo tja, pa da pač postrežeš neki vino, ampak tako, to je neke vrste scenarija, ki ga je treba izpeljati, da prideš do tistega, da res dobi vse. Sem pa to pazila tudi na vodenih v tujini. Nam se zdi neki, pač za zajtrk sem dobil med in ga poješ. Če ti pa nekdo pove, kaj vse je za ta med potrebno, dosti bolj to ceniš. Zdaj, od meda do vina, pa mislim, tako po nekih mogoče čisto banalnih vsakdanjih stvari, s katerimi se srečujemo dnevno, ampak na njih nikoli ne pomislimo, koliko dela je za tem. Tudi konec koncev vzgoja paradižnika ali pa solate. Naša destinacija je zelo polna zelenjave, naprimer, ne, to drugi so zelo presenečeni, ampak mi imamo celo leto domačo zelenjavo, vsaka hiša ima svoj vrt, kar preseneti tujce, ne. Nam je to samoumevno. Njim je pa zanimivo, se pravi, domača pridelava, samoskrba. Torej tudi če, naprimer, zdaj restauracije, če to imajo ali pa če sosed to ima, če svoje goste sam peljejo na en džiro oziroma na en krog skozi vrt, je to že del doživetja. Če si ti z New Yorka, ker nisi videl drevesa, ne, razen tistem svojem parku, se ti tebi to, da si se sprehodil skozi vrt in videl, kako solata raste na vrtu, v zemlji, se ti zdi wow. Čeprav je nam to nekaj vsakdanjega, ker mi to vsak dan počnemo, ko naberemo solato za večerjo, ne. No, pa se znamo dovolj promovirati tudi na to temo po glasbi. Na kaj so ponudniki ali morda kar celotna destinacija premalo pozorni, kako je recimo z oglaševanjem destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina? Moji gosti sta Lučka Pelhan, direktorica ajdovske marketinške agencije Aladin in sokanska ponudnica dogodkov Nika Šuligoj. Torej, kaj opažate, gospa Pelhan? Se znamo dovolj spromovirati? Ja, jaz verjamem, da ja, no. Sej Vipavska dolina kot taka je dokaz, da je kaj naredila v manj kot 10 letih ali pa celo 8 letih z nekim strukturiranim načrtnim oglaševanjem. Mi smo imeli pač to prednost, da smo kot mlada znamka bili od začetka lahko strateško načrtovani in da smo usmerjali pač tista omejena sredstva, kolikor jih lahko taka majhna destinacija spravi na kup, da smo jih zelo po pameti investirali in jaz mislim, da ja, ne. Moramo pa vedeti, da ko govorimo o oglaševanju, ponavadi gledamo v Zavod za turizem in pač v denar, ki ga občine skozi proračun in s pridobivanjem pač nekih preko razpisov lahko skanalizirajo v skupno promocijo. Promocijo pa seveda, za lastno promocijo pa mora potem skrbeti tudi vsak ponudnik sam in tukaj so pač različno uspešni. Ampak nekateri so zelo in so uspeli. Jaz recimo pogojno med turistične dogodke štejem tudi velike športne prireditve, ker potegnejo za sabo tudi ogromno turističnega obiska in zdaj ravno kar zaključen Ultra Trail Vipavska dolina, lahko sam rečemo, da se lahko vsi skupaj od njih učimo tudi promocijskih prijemov, tako da jim čestitke, saj so itak nam pomagali napolniti destinacijo do zadnje postelje. Tako je. Kaj opažate, Nika Šuligoj, kako pri vas poteka promocija, kako pridejo gostje do vas? Ja, definitivno osnovni del promocije, tako je rekla Lučka, naredi destinacija. Potem pa zdaj, jaz sem pač na več koncih turizma, ne, ker imamo tudi nastanitev. Včasih pridejo gostje, rečejo, imamo tle eno noč, precej smo, naprimer v Solkanu, neka prehodna destinacija med tistimi, ki z vlakom, tudi tip nastanitve hostel, ne, tisti, ki sami potujejo, pa z vlakom prestopajo iz Stare Gorice v Novo Gorico oziroma italijansko-slovensko železnico. Rečejo, eno noč bomo. Potem pa promocija je osebna. Ne? Pač, če si jaz vzamem tisti čas z gostom, ko pride, ga vprašam, kaj ga zanima in ga usmerim, ostane pri nas lahko tudi 3 dni ali pa več. Ne? Zato, ker destinacija dejansko toliko ponuja. Mislim, da je pomembno, da tisti, ki delamo v turizmu, poznamo tudi stvari izven naše storitve. Da znamo ponuditi dobro restauracijo, dobrega vinarja, dobro turistično znamenitost in konec koncev, da si z človekom vzamemo čas. Ne? Dosti ljudi reče, ja, najlažje je služiti, zdaj imaš ne vem, nastanitev in to sam pridejo in nič ne narediš in oni prespijo in ta denar preteka noter. Ni to, ne? Mi želimo si gostje vračajo in najboljša
promocija je iz ust do ust. Če bo nekdo imel lepe počitnice v naši dolini, bo povedal prijatelju, ki bo prišel z družino, mogoče ne letos, mogoče drugo leto, ampak na ta način. In mislim, da prav ta promocija iz ust do ust, tako kot pri vsakemu poslu, je najboljša. Omenili ste nekaj povezovanje, kako je recimo z drugimi destinacijami, recimo vsi vemo, da se ne bi smeli zapirati v občinske, kaj šele državne meje. Kako na to gledate? Ja, tako kot sem rekla, naša destinacija je majhna. Nekomu, ki je prišel z drugje, se zdi to, ne vem, pač niti ne dnevni izlet, ne. Sama osebno se ne omejujem, je res, da najrajši delam na našem goriškem koncu, dajmo reči, tale severni kras, Vipavska dolina, Trnovska planota, Goriška brda in pa seveda Italijanska gorica. Zakaj? Ker ne bi rada ljudi, ki pridejo sem, peljala ven iz destinacije v smislu dalec stran, ker imajo tukaj toliko za videti. Po drugi strani pa lahko, zdaj sem naštela, mislim, da 6 tako nekih mikroregij, katera vsaka tako ponuja popolnoma drugačno doživetje, že zaradi nekih mikroklim, zemlje, vina, drugačnosti hrane, drugačnosti ljudi, jezika, konec koncev, če so to slovenski turisti, ne, ker imamo toliko različnih naglasov. Mi smo zdaj tle ugotovili, smo ena Solkanka pa 2 Vipavki, ne. In to se že naši naglasi razlikujejo in to je že tisto, kar daje pristnost, ne. In ni treba, da se pravi jaz, seveda povezovanje, ampak pač pomembno je, da znamo naše goste, ki so obiskali naš kraj, zadržati v naši okolici. Ampak da nam ni pa odveč iz Vipavske doline jih poslati, ne vem, do Brd ali pa Kontra ali pa gor do Krasa, zaradi tega, ker na ta način sam goste lahko dlje zadržimo tukaj. Če bomo mi mislili, da bomo gosta zadržali tukaj, ki mu bomo pokazali sam, na primer, park kleti po Vipavski dolini, to ne bo to, ne. More videti, kako različna si je in koliko različnih stvari lahko tukaj doživi. Lučka, bi se strinjali? Jaz z vsem, popolnoma. Nika je zelo lepo povedala, ne, gosta, bom rekla, to je eno od temeljnih pravil trajnostnega turizma je, da pravzaprav se moraš truditi pri strateškem načrtovanju se moraš truditi, kako čim dlje zadržati gosta doma, zato ker najprej moraš poskrbeti za ekonomsko vzdržnost lastnih ponudnikov. Se pravi, mi lahko načrtujemo trajnostni turizem samo, ne se sliši grobo ali ne, če bojo naši ponudniki ustvarili dovolj prihodkov, da bojo najprej preživeli lahko same sebe. Že prej omenjeni COVID nam je pokazal, kako smo bili na tankem ledu in nekaj jih pač COVID-a ni preživelo, ker takrat pač turistična industrija gosta ni videla več kot 1 leto. In to je izjemno pomembno. Najprej moramo poskrbeti za lastno ekonomsko trdnost in stabilnost. Zato je gosta najprej treba ohraniti doma in zato iščemo priložnosti okrog sebe in razmišljam, popolnoma podpiram način razmišljanja, o katerem je Nika govorila. Mi povezovanje rabimo zaradi drugih stvari. Mi povezovanje rabimo, kadar delamo večje kampanje mednarodnega dosega, ker moramo pa se takrat prestaviti v čevlje gosta in razmišljati, zaradi česa in za koliko dni bi prišel nekdo od daleč. Ne? Zdaj, če bomo mi naredili, ne vem, mesec kulinarike, mislim, zaradi tega se ne bo noben rezerviral letala v Bruslju. Ne? Če bomo pa mi znali ponuditi nekaj, kar se stavi enemu Bruseljčanu, en teden doživeti aktivnosti takih drugačnih, nekaj znamenitosti, nekaj edinstvenosti, si lahko s temi edinstvenosti pomagamo v bližnji okolici. Zagotovo. In jaz bi vedno odpeljala gosta še, ne vem, v Lipico in v Škocjanske jame, če se ozrem proti Krasu, pa če se ozrem proti severu, bi jih peljala čez Brda še v dolino Soče, zato dobijo neki občutek za neko unikatnost tega prostora. Ampak te stvari je pač treba strateško upravljati in strateško načrtovati. In vse tako blizu. Še nekaj kratkih trenutkov boste z nami gosti, ostanite blizu. Lučka Pelhan in Nika Šuligoj ostajata še nekaj minut v družbi Radia Robin. Pogrešate kaj v ponudbi naše regije? Pogrešamo še več produktov v smislu, da da človek sebe gostu. Idej je lahko veliko, hodimo po svetu, vidimo, kako so popularne delavnice kuhanja,
Jaz sem že dala predlog, upam, da ga bo kdo zagrabil, da bi pri nas nujno morali imeti kratek tečaj rezanja pršuta. Mislim, da to je zabavna zgodba, ko daš turistu tisti dolg nož in ga postaviš pred prašičje stegno, zdaj si pa nareži svojo tanko rezinico. Zagotovo bi to bila zanimiva izkušnja. Zdaj sem recimo zasledila ena od ekokmetij, ki predeluje ekološka žita, sama izdela za ozke skupine, izdela testenine iz te iste ekološke moke in sami pripravijo. Ampak to je že zgodba. Več takih stvari in tega pri nas mrgoli. Opažam pa, da ljudje nimajo poguma, tako da razmišljamo na različnih nivojih, tudi kamor sem povabljena, ali kot svetovalka Zavoda za turizem, ali pa v kakšnih delavnicah, kako pravzaprav pripraviti delavnice za ljudi, da se opogumijo, da to naredijo. In nekaj je prej lepo omenila, s pomočjo nekega izkušenega turističnega vodnika, ki zna predstaviti, kaj pravzaprav potem tisto doda taki vsebini dodati, zato da iz tega nastane res dober turistični produkt. Če nam bo to uspelo, mislim, da bo Vipavska dolina res raj, kot jo oglašujemo. Nika Šuligoj, še vaše misli? Ja, jaz se popolnoma strinjam z Lučko. Res bi želela, da bi se ljudje, tako kot je rekla Lučka, opogumili, ker imamo ogromno nekega znanja, lepih prostorov, lepo urejenih hiš, dvorišč, kjer se lahko dejansko kot smo rekli, naprimer, gosti iz Brusla ali pa iz New Yorka ali pa s kjerkoli, odklopi od svojega vsakdana, vstopi v bistvu v naše domače življenje in hkrati domačini z nekim znanjem lahko postrežejo neko edinstveno izkušnjo. Verjetno je tu težava potem, kako kombinirati, kaj ni turizem tisti prvi vir zaslužka na taki domačiji, verjetno. Definitivno, jaz pravim, da potrebno je jaz bi mlade spodbujala k temu. Turizem je ena zelo lepa storitvena dejavnost. Delaš z ljudmi, ki so na dopustu, ki so sproščeni, v bistvu nasmeh je zagotovljen še sam zaradi tega, ker so pač na dopustu. To ni nekaj prisilnega, ni nekaj, plačaš zato, ker z veseljem plačaš, da se boš odklopil in daje tako te prav na nek poseben način polnijo turisti z energijo, zato tudi jaz rada ta poklic opravljam, pač ti daš sebe, ampak tudi oni ti veselje vrnejo nazaj in zato tiste, mladi že itak znajo angleško, znajo tuje jezike, da se bolj vklopijo, mogoče tudi v neke domače dejavnosti, naprimer, če tata, mama kmetujeta, da se pa ta mladi malo usmerijo še v to turistično smer, kjer lahko pa znanjem tujih jezikov in mogoče nekimi marketinškimi sposobnostmi Facebooka, Instagrama, TikToka, ne vem, kaj zdaj vse še obstaja, pripomorejo tudi k temu, da konec koncu kmetija na nek dodaten način zaslužijo. Za konec, čisto na kratko, če mi povesta, se strinjata morda z Marjanom Batageljem in tistim njegovim slavnim izrekom, da je slovenski turizem kot ena strašno lepa punca, ki pa ni urejena. Lučka? No ja, zdaj ne, da se ne strinjam vedno z Marjanom Batageljem, ampak jaz mislim, da če govorimo, če vzamemo za prispodobo, da je Vipavska dolina punca, pa jaz mislim, da ni tako neurejena, daleč od tega. Prikupno smršena. Mislim, da ima še vse možnosti, da se razvije v eno privlačno mlado damo, ki bo še dolgo lahko atraktivna in ki bo lahko še dolgo svojim nasmehom, predvsem pa s srcem vabila obiskovalce. Nika? Ja, jaz se pa prav ne strinjam. Meni se mi zdi, da turizem tak, kot je lep, destinacija ne potrebuje, kot sama ne potrebuje spreminjanja, vedno tendiramo, da bi mogli biti nečemu bolj podobni, da bi mogli pa imeti še take nastanitve, pa še take, pa še da nam manjkajo toplice, pa da nam ne vem kaj manjka, nič nam ne manjka. Sam pač srce, ideje in delo, sam to. In ja, pač se ne strinjam, da smo neurejeni. Se mi da tisti, ki delamo v turizmu, vemo, kaj delamo in delamo to srcem in si želimo pač, da ostane na takem, rečemo, butičnem nivoju, oziroma res sprejemamo majhne skupine, da se ne razvije v to nek masovni turizem, ki ni, potem pa res ni lep. No. Mislim, da smo na lepi poti k uspeju
privlačni gospe. Smo že mlade super, dame. bomo kar S srcem in ne z nekim bižuterijo. Tako. Dobro, hvala lepa, tako pozitivno zaključujemo današnjo oddajo za obisk seveda in hvala tudi poslušalcem in poslušalkam za poslušanje, pa se slišimo prihodnji torek. Koraki do uspeha.